Lepo pozdravljeni, moje ime je Jaka Repanšek in sem sopredsedujoči skupini za digitalno regulativo in okolje pri Slovenski digitalni koaliciji. Kolegice in kolegi iz digitalnega inovacijskega stičišča so me prosili, da pripravim kratko predavanje na temo prava digitalnega poslovanja in komuniciranja. Torej, področje, ki bi ga pravzaprav vsaj v osnovi moral poznati vsakdo, ki se ukvarja z digitalnim marketingom, digitalno ekonomijo, digitalnim poslovanjem, digitalnim komuniciranjem ali oglaševanjem. Ponavadi takšna predavanja seveda potekajo v precej daljših časovnih okvirih, pa vendarle se mi zdi, da lahko v tem kratkem predavanju predstavim nekaj najpomembnejših pojmov in pa področji, ki bi jih moral pravzaprav poznati vsakdo. Tako da področje, o katerem govorimo, je zelo hitro razvijajoče. Se pravi, da zakonodaja nekako caplja za tehnološkim in tudi ekonomskim, poslovnim razvojem na tem področju. Zato imamo seveda kopico novih predpisov, ki se neprestano spreminjajo. Pa vendar nekaj tistih je, ki bi jih morali poznati vsi in ki sem jih tukaj tudi na kratko navedel na tem prvem slajdu. Kot vemo, je težava, kadar zakonodaja caplja za prakso, tudi v tem, da nove tehnologije niso povsem pokrite z zakonodajnimi oziroma regulatornimi rešitvami. Tako vemo, da imamo kar nekaj tehnoloških rešitev, nekaj poslovnih modelov v Sloveniji, za katere smo potrebovali kar nekaj časa, da smo se lahko odločili oziroma da smo jih lahko ali pa še bomo v prihodnjih mesecih in letih začeli uvajati v našo poslovno prakso in vsakdanje življenje. Zdaj, pomen poznavanja prava v digitalnem poslovanju je vedno večji, vedno pomembnejši. Osveščenost vseh deležnikov je tudi vedno večja, odnosi in pogodbene razmerja so vedno bolj kompleksni in v primeru seveda, da prihaja do sporov ali do nepoznavanja tega področja, ne gre le za izgubo v denarju ali pa v stroških, ki jih imamo s takšnimi postopki, temveč nam vzame to tudi ogromno časa in pa seveda tudi angažma menedžmenta na tem področju, kar nam lahko povzroči številne preglavice in nepotrebno delo. Zdaj, kateri so tisti neki izzivi, ki se jih bomo danes dotaknili in tista področja, ki bi jih morali vsi poznati? Kar nekaj časa in nekaj pozornosti bomo posvetili pravicam intelektualne lastnine, to so, ki se deli na avtorske pravice in pa pravice industrijske lastnine, in potem nekaj bomo pozornosti in časa posvetili zasebnosti in varnosti, kratico GDPR vsi dobro poznate, pa vendar je to samo eden od predpisov ali pa področji, ki urejajo to področje. Potem nekaj bomo tudi povedali o pomenu splošnih pogojev poslovanja, sklepanju pogodb na daljavo in pa seveda zavedati se moramo, da je digitalno okolje brez meja, da torej veljajo neka pravila o čezmejni pristojnosti, da pogodbe na daljavo ponavadi sklepamo s podjetji, ki so onkraj slovenskih meja, kar seveda tudi prinese lahko določene izzive in za kar potrebujemo poleg znanja tujega jezika, da bomo sploh razumeli, kaj smo potrdili, kaj smo se dogovorili, kaj smo odkljukali, tudi seveda kar nekaj pravnega znanja. Zdaj, kdo je odgovoren, tukaj bi najprej razčistil prvo vprašanje, kdo je odgovoren za vsebine, ki jih objavljamo na našem spletnem mestu, ki jih objavljamo morda na forumih ali pa ki jih objavljajo ljudje, ki pridejo na naše forume in tam komentirajo ali puščajo neke informacije, objavljajo morda kakšna avtorska dela. Kdo torej odgovarja za vsebine na spletu? Zdaj, osnovno pravilo je seveda, da odgovarja avtor teh vsebin, tisti, ki jih je napisal. Vendar vemo, da v praksi je to pogosto precej težavno. Ljudje se skrivajo pod psevdonimi, se ne identificirajo in zaradi tega lahko seveda nastanejo tudi resne pravno vprašanja ali težave upravljalcem in lastnikom takšnih spletnih mest, kjer se torej takšne vsebine predvajajo oziroma objavljajo. Zdaj, en del teh vsebin, ki jih morate v vsakem primeru kot upravljalec spletnega mesta odstraniti, takoj ko ste bodisi na njih opozorjeni ali jih seveda sami zapazite, so tiste, ki so očitno nezakonite. Tam ni nobenega vprašanja o tem in takšno vsebino seveda morate v najkrajšem možnem času odstraniti iz spletnega mesta, po potrebi pa seveda tudi sprožiti ustrezne postopke pri organih, ki so za to pristojni, kadar gre recimo
mora biti tudi za kakšna dejanja, ki bi lahko bila več kot samo protipravna na civilnem področju, morda da imajo tudi elemente kaznivih dejanj. Zelo podobno je tudi pri oglaševanju na spletu. Za vsebino oglasa odgovarja v prvi vrsti naročnik. To se pravi tisto podjetje, ki je oblikovalo neko oglas, neko sporočilo in ga posredovalo mediju v objavo. To podjetje, ta naročnik, je poklican na prvem mestu zato, da to pripravi v skladu z zakonodajo in, kar je zelo pomembno, tudi v skladu z slovenskim oglaševalskim kodeksom. Zdaj, včasih pa je tudi medij, ki je objavil neko oglaševalsko vsebino ali PR-ovsko vsebino, lahko tudi odgovoren za protipravno ravnanje. Denimo, če bi televizija objavila nek oglas, za katerega velja omejitev, da se lahko oglašuje ali objavlja šele po 21:30, to recimo velja za alkoholne pijače, če bi ga torej objavila že ob 20. uri ali ob 19. uri, je torej seveda tudi televizija kot medij odgovorna, zato ker je storila nekaj protipravnega, ker je torej objavila neko vsebino takrat, ko je ne bi smela in na način, ki ni skladen z zakonodajo. Zdaj, tukaj imamo seveda največ težav, kadar vsebino na našo spletno mesto ali na neka druga spletna mesta nalagajo tretje osebe, torej vsebino, nad katero nimamo nobene kontrole. V tem primeru seveda je izjemno pomembno, da imamo neka pravila, morda tudi uredniško vsebino, kadar gre za forume, kjer imamo jasno postavljene meje in tudi ukrepe, ki jih bomo podvzeli, kadar bo ta vsebina nezakonita ali pa bi lahko bila nezakonita. In zdaj tukaj tisti, ki malce bolj spremljate razvijajočo se zakonodajo na področju vsebin na spletu, tudi sovražnega govora in podobnih diskusij, tudi regulatornih, ki so sedaj na mizi v Evropski uniji, tudi Slovenija bo med predsedovanjem imela tukaj izjemno pomembno vlogo. Ne naštejem samo nekaj teh področij: akt o digitalnih storitvah ali Digital Services Act, akt o digitalnih trgih, Digital Markets Act, uredbo o elektronski zasebnosti, e-privacy regulation, številni predpisi z področja avtorske pravice na enotnem trgu. To so izjemno pomembna področja, ki se sedaj normirajo, regulirajo na nivoju celotne Evropske unije in kjer bo imela Slovenija nedvomno kar pomembno vlogo, vsaj koordinativno, v naslednjih 6 mesecih, torej v drugi polovici leta 2021, ko Slovenija prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije. No, seveda, mi tukaj moramo morda odpreti še nekaj zanimivih vprašanj ali pa pogostih vprašanj, ki jih dobimo. Ali so vse vsebine, ki jih najdem na spletu, nujno recimo zaščitene z avtorsko pravico? Ne. Seveda, številni primeri obstajajo, ko na avtorskih delih, ki jih boste našli na spletu ali ki jih bo nekdo objavil na vašem spletnem mestu, avtorska pravica ne obstaja. Denimo takšen primer bi bil, ko je avtor mrtev že več kot 70 let, v tem primeru avtorska pravica ugasne. Tudi primeri, ki so pokriti s tako imenovanimi licencami Creative Commons, so dobri primeri, kjer obstajajo določena pravila, kako lahko uporabljate avtorska dela, denimo fotografije, risbe, kakšna druga dela, ne da bi za to potrebovali plačati nadomestilo, sprejeti pa morate pogoje takšne licence in se torej držati pravil, ki jih določi imetnik avtorske pravice. Pogosto vprašanje, ki ga dobimo v praksi, je tudi, kako je z linkanjem, kako je torej z objavljanjem nekih hiperpovezav na druge spletne strani, ali je to dovoljeno brez kakršnihkoli vprašanj. Načeloma da, torej linkati je dovoljeno, saj s tem vendar nismo neke vsebine iz drugega spletnega mesta prenesli, reproducirali na našem spletnem mestu, temveč smo samo objavili neko povezavo do nekega spletnega mesta, kjer si lahko potem posamezniki to vsebino tudi ogledajo. Vendar pa ne, uporaba linkov tam, kjer to ne sodi v kontekst vsebine naših storitev, našega spletnega mesta, bi lahko bila problematična, zlasti če bi šlo za zlorabo nekih zvenečih znamk, internetnih naslovov, ki bi lahko pravzaprav ustvarjali nek napačen vtis, da bodisi sodelujete ali ste kakorkoli povezani s takšnim podjetjem ali organizacijo, kateri link recimo ste objavili na svojem spletnem mestu.
Dovolite, da se na kratko dotaknem tudi omejitev oglaševanja na spletu. Nekatera področja so v Sloveniji in tudi v Evropski uniji natančneje regulirana od drugih področij. Tule morda govorim tudi deloma iz izkušenj. Že leto in pol v mandatu, ki je 3-leten, sem predsednik oglaševalskega razsodišča, ki je edino pristojno v Republiki Sloveniji, da odloča o kršitvah slovenskega oglaševalskega kodeksa, torej o kršitvah, ki nastanejo z oglaševanjem in ki pomenijo poseg v enega od členov, ki ureja etično oglaševanje na spletu. In številna področja, ki so normirana tako v našem oglaševalskem kodeksu, kot tudi v zakonodaji, predstavljajo torej neko omejitev vašega delovanja ali oglaševanja na spletu. Samo dotaknil se bom recimo alkoholne pijače, igre na srečo, tobak seveda, in pa tudi oglaševanje izdelkov namenjenim otrokom je precej strožje regulirano, kot je recimo regulirano oglaševanje nekih splošnih storitev ali drugih storitev in blaga. Zdaj, primerjalno oglaševanje na spletu je spet eno vprašanje, na katerega pogosto dobimo vprašanje. Ali je torej dovoljeno, ko komuniciram svojo storitev, morda skozi oglas, morda z kakšno drugo obliko komercialnega sporočila, ali je dovoljeno, da uporabljam neko primerjavo z recimo konkurenčnim podjetjem. Ali torej lahko rečem, moj hotel je boljši od sosedovega hotela, moj avto je boljši od drugega avta, drugega proizvajalca. Torej, v Evropski uniji in Sloveniji seveda veljajo tu določena pravila. Dovoljeno je v omejeni obliki tudi primerjalno oglaševanje, vendar le, če spoštujemo pravila, ki so tule navedene na tem slajdu. To se pravi, da so torej primerjave objektivizirane, da ne gre za neko subjektivno primerjavo boljši, hitrejši. In če že govorimo o tem, da je nekaj hitrejše ali da porabi manj goriva, moramo to vsekakor podkrepiti z objektivnimi in verodostojnimi podatki, iz katerih si lahko potrošnik torej predstavlja, na podlagi česa smo sprejeli ali pa izrekli trditev, da je moje blago ali moja storitev boljša, učinkovitejša po nekih lastnostih od konkurenčnega podjetja. Pri tem pa moramo paziti vsekakor, da konkurenčnim podjetjem ali organizacijam, subjektom na trgu z primerjalnim oglaševanjem nikakor ne škodujemo, torej da ne podajamo nekih slabšalnih trditev ali izjav, ki bi torej našo konkurenco, podjetja, ki delujejo na istem trgu kot mi, postavljala v neko negativno luč. Torej, kot sem že pojasnil, intelektualno lastnino delimo na avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine. Zdaj, ključna razlika med avtorskim pravom in pravom industrijske lastnine je v nastanku pravic, ki iz njih izvirajo. Industrijska lastnina, naj se na kratko tega dotaknem, so recimo registrirane znamke, recimo enostavno ali pa tisto, kar si najlažje predstavljamo, je registrirana blagovna znamka in te pravice pridobimo tako, da opravimo neko ravnanje, neko dejanje, neko registracijo. To se pravi, imamo neko idejo, da bi imeli neko znamko, jo registrirali, zato moramo v Republiki Sloveniji, na Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in tam izpolniti najprej neke pogoje, da je znamka nova, da je nihče pred nami ni registriral in potem, če izpolnimo vse te pogoje, pridobimo neko pravico za 10 let, ki jo lahko v nedogled tudi podaljšujemo. Vendar moramo storiti neko ravnanje, da pridemo do pravice iz naslova industrijske lastnine. Pod industrijsko lastnino si lahko predstavljamo tudi, torej uvrščamo tudi patente, pa uvrščamo tudi registrirane recimo modele, pa geografsko označbo porekla blaga. Torej, to so ti pojmi, ki spadajo pod področje prava industrijske lastnine. Na drugi strani pa imamo avtorsko pravo in avtorska pravica pa ne nastane tako, da moramo nekaj storiti, da moramo upraviti neko registracijo. Avtorska pravica nastane tako, da pravzaprav nastane z nastankom avtorskega dela. To se pravi, ko ustvarimo neko avtorsko delo, ne bo to fotografija, ne bo to slika, risba, ne bo to računalniški program. Koda računalniškega programa je v Sloveniji, v Evropski uniji zaščitena z avtorsko pravico, copyright po angleško, izvira iz the right to copy, copyright, torej je pokrita s to pravico in ne recimo z neko pravico patenta, kot mogoče nekdo napačno misli, ali pa če se primerjamo recimo z Združenimi državami Amerike, kjer pa je pod določenimi pogoji možno patentirati tudi rešitve na področju softvera, torej programske opreme. No, ampak kakorkoli, avtorska pravica torej nastane z nastankom avtorskega dela. Ko fotograf
ustvari fotografijo, na tej fotografiji nastane avtorska pravica. Ko programer napiše računalniško kodo, na tej kodi nastane avtorska pravica. Pomembno je, da je to delo izpolnjuje kriterije za avtorsko delo, kriteriji so našteti v zakonu o avtorskih sorodnih pravicah in pa da je to delo na nek način manifestirano, izraženo v okolici in od tistega trenutka naprej torej govorimo o avtorski pravici, copyright. No in za razliko od večine pravic industrijske lastnine, avtorska pravica časovno ni omejena. Je časovno omejena. In sicer je omejena z 70 leti po avtorjevi smrti. Torej, recimo zdaj tole predavanje snemam v času predsedovanja, začetka predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije in v času, ko praznujemo 30. obletnico samostojnosti Republike Slovenije. Naposlušali se bomo državne himne Zdravljice, pa evropske himne Ode radosti iz Beethovenove 9. simfonije. Oba avtorja, Prešeren in Beethoven, sta nedvomno mrtva že več kot 70 let. Na teh avtorskih delih torej ne obstaja več avtorska pravica, vsakdor lahko uporablja ta avtorska dela prosto. In to je torej ta temeljna razlika med avtorsko pravico in pravico industrijske lastnine. Avtorska pravica nastane z nastankom avtorskega dela, medtem ko pravice industrijske lastnine moramo pridobiti skozi neke ustrezne postopke, registracije, torej pridobitve teh pravic. Zdaj, en tak tipičen primer je, da se intelektualna lastnina, kjer se intelektualna lastnina oziroma pravice industrijske lastnine in avtorske pravice med seboj prepletajo, je recimo nastanek neke celostne grafične podobe ali v končni fazi spletnega mesta, ki ga boste oblikovali in sprogramirali v vašem podjetju. Oblikovanje grafičnega umestnika, uporabniškega umestnika je avtorsko delo. Tudi pisanje programske kode, ki jo bodo razvijali vaši razvijalci ali neko zunanje podjetje, je avtorsko delo. To se pravi, ustvarili bodo neko avtorsko delo. Po drugi strani pa, ko boste recimo želeli nek znak, ki je del vaše celostne podobe, registrirati kot zaščiteno znamko, pa boste morali torej to avtorsko delo, znak, registrirati na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino ali kot eno izmed vrst mednarodnih znamk, boste torej to morali registrirati, da boste lahko tudi dobili tudi pravico industrijske lastnine iz tega naslova. Zato, kadar imate celostno podobo, logotipe vašega podjetja, kadar imate neka avtorska dela, ki jih je mogoče registrirati kot znamke, mogoče zaščititi kot industrijsko lastnino, če tudi so nastala kot avtorska dela, je izjemno pomembno, da storite torej tudi ta dodatni korak in da vašo intelektualno lastnino na ta način torej tudi ustrezno zaščitite. Toliko morda o prepletu avtorskih pravic in industrijske lastnine. Omenil sem že, avtorska pravica traja do 70 let od smrti avtorja. Če je avtorjev več, če gre za soavtorsko delo, pa od smrti zadnjega. Zdaj, zakon, ki sem ga prej na hitro omenil, se imenuje Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Ne bom se zelo podrobno ukvarjal ali pa ustavljal pri sorodnih pravicah, pa vendarle avtorsko pravico bom nekoliko natančneje pojasnil. Sorodne pravice pa so pravice, ki obstajajo poleg avtorske pravice, v angleščini rečejo pogosto neighboring rights, in so pravice nekih drugih subjektov, ki niso avtorji, denimo založnikov, RTV organizacij, fonogramske industrije, izdelovalcev podatkovnih baz in tako naprej. Torej oseb, ki sicer niso avtorji, pa vendar brez njihove udeležbe, angažmaja, dela, neko avtorsko delo ne bi moglo zaživeti v praksi, vsaj ne na način, kako je bilo to zamišljeno. Zamislite si, da bi v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nekdo bral notni zapis in to bi bilo to. Koliko časa bi poslušali takšen koncert, recitacijo notnega zapisa, verjetno ne prav dolgo. Da ta notni zapis zaživi, da avtorsko delo doseže svoj namen, so potrebni izvajalci, glasbeniki in ti so prav tisti, ki so imetniki sorodnih pravic. Zato ta temeljni predpis, ki ureja področje avtorskega prava in ki je ključni predpis ali eden od ključnih predpisov na področju digitalnega poslovanja, komuniciranja, ustvarjanja, se imenuje Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, kratica ZASP. Zdaj, 3 področja so, ki se jih moramo dobro zapomniti in jih poznati na tem področju, to je avtor, avtorska pravica in avtorsko delo.
Avtor je torej tista fizična oseba, samo človek je to lahko, to ne more biti stroj ali žival, ki je neko avtorsko delo ustvarila. Avtorsko delo je tisto delo, ki je ustvaril avtor, ki izpolnjuje pogoje po ZASP-u, po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah, da lahko govorimo o avtorskem delu. In avtorska pravica je preprosto pravica izkoriščati, reproducirati avtorsko delo in temu rečemo torej avtorska pravica ali po angleško copyright. Najlažje si to povezavo ali pa pomen te besede avtorska pravica morda zapomnimo s poznavanjem angleške besede copyright, the right to copy, pravica reproducirati. Pravica, da neko avtorsko delo, torej nekdo, ki pridobi materialne avtorske pravice, kot bomo videli v nadaljevanju, tudi uporablja pod pogoji seveda, ki so določeni v pisnih pogodbah. To je pomembno vedeti, da se pravice, avtorske pravice, sigurno v Republiki Sloveniji na podlagi citiranega zakona ZASP-a, lahko prenašajo praviloma le z pisnimi pogodbami. To se pravi, zelo pogosto v tem hitro razvijajočem, dinamičnem svetu digitalnega komuniciranja, digitalnega poslovanja, nekako nimamo časa ali pa mislimo, da nimamo časa ali pa morda znanja, da bi neko pravico, recimo na programski opremi, na oblikovanju, na glasbenem delu, na audiovizualnih delih, na videih, da bi jih ustrezno prenesli, pridobili materialne avtorske pravice v obliki pogodb. In to so torej najpogostejše napake, ki povzročajo tudi največje stroške v morebitnih sporih ali v kasnejših naknadnih ureditvah tega področja. Zato je izjemno pomembno zapomniti si, da je potrebno avtorsko pravico, tudi če gre za to, da imamo najetega nekega študenta ali nekega zunanjega izvajalca, recimo SP, ki nam izstavlja samo račune in nam recimo dela en del programske kode ali pa nam oblikuje en del naših rešitev na spletu, da imamo s takšnimi podjetji ali s posamezniki, če so to fizične osebe, res urejene prenose avtorskih pravic vnaprej in s pisnimi pogodbami. Načelo pisnosti je pomembno v avtorskem pravu, je neke vrste strožja izjema od splošnih pravil sklepanja dogovorov na podlagi obligacijskega prava in se jih je treba torej zelo, zelo dobro zavedati in jih tudi poznati. In kot bomo videli v nadaljevanju, pravzaprav zadeva niti ni tako zelo komplicirana. Poznati moramo osnovne pojme in to sta dva. Materialne avtorske pravice in moralne avtorske pravice. Materialne avtorske pravice so tiste, ki jih lahko prenašamo naprej s pisnimi pogodbami. Torej, jaz kot avtor s pogodbo prenesem pravico na programski kodi, na grafičnem oblikovanju, na fotografiji, na vas kot pridobitelje te pravice in v pogodbi opredelim, katere materialne avtorske pravice in na kakšen način se torej od avtorja prenašajo na pridobitelja ali pa od recimo pridobitelja naprej na novega pridobitelja in tako naprej po verigi prenosov materialnih avtorskih pravic. Drugo področje pa so moralne avtorske pravice. Zelo po domače, zelo poenostavljeno gre za med drugim tudi področje, ki ureja priznanje avtorstva, podpisovanje avtorjev. In prav tu je bilo v Sloveniji v zadnjih desetletjih, pa se stanje izboljšuje vsekakor, ogromno pomanjkljivosti, ogromno praznin. Nekdo, ki ima fotografijo na svojem spletnem mestu, preprosto misli ali ne ve, da je, če tako avtor zahteva, če tako avtor želi, to fotografijo potrebno tudi podpisati na način, ki ga določi avtor. Ne bo to z imenom in priimkom, morda z inicialkami, morda s psevdonimom. V vsakem primeru pa moramo torej spoštovati voljo in odločitev avtorja, na kakšen način bomo torej njegovo avtorsko delo ali njeno avtorsko delo podpisovali. Pri moralnih avtorskih pravicah ne bom šel preveč v globino, ampak zapomnimo si nekaj, s pogodbami se teh pravic ne da prenašati na tretje osebe. Avtor se zelo, zelo poenostavljeno povedano ne more pisno s pogodbo odpovedati pravici, da bo pod neko avtorsko delo podpisan. Kaj takega bi bilo nedopustno in to se pravi razpolaganje z moralno avtorsko pravico iz pogodbenega stališča ni dovoljeno. Ne zelo poenostavim, to preprosto pomeni, da ne moremo pogodbo zapisati, ne bomo vas podpisali. Torej, to so pa moralne avtorske pravice. In zdaj smo prišli iz materialnih in moralnih avtorskih pravic
do avtorskih pogodb. Rekel sem že, da avtorske pravice prenašamo s pisnimi pogodbami. Na spletu obstaja na tisoče in tisoče obrazcev teh avtorskih pogodb, pa vendar v praksi opažamo, da ne glede na to, kako kompleksen obrazec nekdo v nekem podjetju, ki morda ni dovolj prava uka oseba na tem področju, uporabi, nastopijo številne napake v takšnih pogodbah. Kot prvo, dostikrat se napiše klauzulo, ki je pravzaprav dosti problematična, recimo, da se materialne avtorske pravice prenašajo enkrat za vse in vse primere. Materialne avtorske pravice se prenašajo posamično. To se pravi, navesti moramo vse tiste materialne avtorske pravice, oblike uporabe avtorskih del, za katere smo se dogovorili. Ne moremo tega zajeti v en splošen stavek enkrat za vse in vse primere. Potem opažamo veliko pomanjkljivosti na področju določanja časa prenosa pravic, območja, na katerega se prenos pravic nanaša, morebitne vsebinske omejitve prenosa pravic in tako naprej in tako dalje. To se pravi, ne le, da uporabimo nek obrazec, ki ga najdemo na spletu, zelo pomembno je tudi, da to avtorsko pogodbo pravilno oblikujemo. In naj tukaj poudarim, da v primeru, da nastopi dvom, kaj sta se avtor oziroma osvojitelj neke pravice in pridobitelj, recimo naročnik nekega dela, dogovorila, se bo v primeru spora večinoma presojalo v korist avtorjev. To se pravi, vam, ki nastopate kot pridobitelji pravic, recimo, da ste računalniško podjetje, recimo, da ste neko srednje ali malo podjetje, ki vsake toliko časa potrebuje neka avtorska dela, audiovizualna dela, fotografije, besedila, oblikovanje, programiranje, je torej izjemno pomembno, da so te pravice opredeljene natančno, posamično in da so te pogodbe sestavljene tako, kot morajo biti, torej v skladu z zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Zelo pogosto delodajalci, zlasti v srednjih in malih podjetjih, pozabljajo, da pa za avtorska dela, ki nastanejo v delovnem razmerju, to se pravi na podlagi pogodb o zaposlitvi, veljajo nekoliko drugačna pravila, kot če sklepamo pogodbe civilnega prava, po domače rečeno neke avtorske pogodbe za posamezniki s fizičnimi osebami, kjer torej vse oblike, vrste in omejitve prenosa avtorskih pravic posebej navedemo, naštejemo. V primeru avtorskih del, ki nastanejo v delovnem razmerju, pa se aplicira 101. člen zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, ki to nekoliko podrobneje in drugače ureja. Namreč šteje se, da so vse pravice, ki nastanejo na podlagi dela delavca, avtorskega dela delavca za delodajalca ali po navodilih delodajalca, prenesene na tega delodajalca za 10 let, če ni s pogodbo drugače določeno. In prav tu se pogosto zgodijo težave, pomanjkljivosti, spori, ko po 10 letih delodajalec želi še naprej uporabljati ta avtorska dela, pa se ne zaveda, da bi moral zato, če to ni posebej in drugače urejeno v pogodbi z avtorjem, z delavcem v tem primeru, da bi moral za to delavcu plačati ustrezno nadomestilo. To se pravi, in tu bi lahko seveda prišlo do kar nekaj težav, če imamo v svojem podjetju redno zaposlene avtorje, tudi če več ne delajo pri nas, če so že v tem vmesnem času šli k drugemu delodajalcu, pa bi mi ugotovili, da po 10 letih imamo to po nastanku nekega avtorskega dela v delovnem razmerju, da imamo to področje neurejeno. Zato vas kot poslovodje nagovarjam, poslovodje malih in srednjih podjetij, da zelo natančno preverite v svojih pogodbah o zaposlitvi, kako imate torej urejeno, ali v nekih drugih pogodbah, kako imate torej urejeno področje avtorskega dela iz delovnega razmerja. Dostikrat se podjetja obrnejo na nas z vprašanjem, kako pa je z embedanjem, z vključevanjem nekih, recimo, video ali fotografij v našo spletno mesto. Recimo YouTube ali fotografiji iz Instagrama, recimo, bi bil tak tipičen primer. Ali lahko zdaj jaz na svojem spletnem mestu objavim neko fotografijo iz nekega profila na Instagramu? In dostikrat je tukaj dilema, je to dovoljeno ali ne. Torej, z uporabo kode za embedanje in kadar nismo s tem dali takšne fotografije, denimo z Instagrama, na voljo novi javnosti, da smo jo torej uporabili z javno dostopnega profila neke osebe, nekega podjetja in smo to objavili na svojem spletnem mestu, nismo kršili nikogaršnjih pravic. Ključno pa je, da obstaja pogoj, da s tem, ko smo vsebino embedali, kot po domače ali pa tako
nekako splošno rečemo, da s tem nismo te vsebine dali na voljo novi javnosti. Torej, da gre za uporabo teh del, ki so javno splošno dostopne in ne morda v okviru nekih zaklenjenih profilov. Glejte, vplivneži ali influencerji, kot tu spet rečemo ena tujka, ki se je bolj prijela kot beseda vplivneži. Kaj sedaj, ali lahko počnejo to, kar počno, ali lahko uporabljajo neke izdelke in o njih govorijo, jih predstavljajo recimo na YouTubeu ali na Facebook profilu ali na Instagramu ali kjerkoli druge. Ali lahko to počno, ali je to že morda neko oglaševanje. To je seveda nekaj, kar je oziroma bi moralo biti izenačeno z oglaševanjem. In tudi, ko gre za vsebine, ki so naročene in ki jih vplivnež objavi, bi morala biti takšna vsebina ustrezno označena kot oglas, kot sponzorirana vsebina, ne glede na to, ali vplivnež nek produkt, neko blago, o katerem govori, ali pa neko storitev, recimo hotela, kjer nek vikend preživlja, ali je to dobil brezplačno ali odplačno, to ne vpliva na to, da v vsakem primeru potrebno razkriti odnos, ki ga ima vplivnež z naročnikom ali s produktom, o katerem govori in ki ga predstavlja recimo na eni izmed spletnih platform ali na družbenih omrežjih. Dostikrat nas tudi vprašajo, kako je z osebnostnimi pravicami, pa tudi z varstvom zasebnosti po GDPR-ju ljudi, ki jih morda fotografiramo za namene objave na naših socialnih omrežjih. Recimo, da ima naše podjetje na Facebooku korporativno stran in da imamo nek javni dogodek ali pa morda dogodek samo za zaposlene ali za poslovne partnerje in želimo torej objaviti fotografije teh ljudi v okviru takšnega dogodka. Pravilo vsekakor je, da moramo imeti za objavo fotografij ljudi njihovo privolitev. Torej ne moremo kar slikati, fotografirati, ne da bi ljudje vedeli, da se to počne in da bodo takšne fotografije tudi nekje objavljene. Zdaj, ljudje se delimo na splošno in zelo poenostavljeno v 3 kategorije. Anonimusi, torej nejavne osebe, pa potem relativno javne osebe in pa absolutno javne osebe. Zdaj, absolutno javne osebe so recimo politiki, estradniki, zelo znani ljudje, ki medije, ki javnost na nek način uporabljajo za svojo kariero, za svoje delo, za svoj uspeh. Jaz bi temu rekel, ali pa temu rečejo, da so stopili na piedestal javnosti, da torej so postali absolutno javne osebe in pri njih velja, da imajo seveda precej nižjo stopnjo varstva zasebnosti, kot jo imajo recimo anonimusi, torej nejavne osebe, ljudje, ki niso na noben način v javnosti torej prepoznavni kot javna oseba. Tam pa je torej izjemno pomembno, da se zavedamo tako pravic, ki jih imajo ljudje po pravilih, ki urejajo varstvo zasebnosti, po zakonodaji na tem področju, uredbi na tem področju, kot tudi na splošno, že kot ustavna kategorija varstva zasebnosti, nedotakljivosti telesa, dobre časti in dobrega imena in pa potem še številna druga pravna področja, ki urejajo torej zasebnost in osebnostne pravice posameznikov. Zdaj, če bomo fotografirali na javnem prostoru, recimo na Tromostovju v Ljubljani in okručjo ljudi, bomo delali neko reportažo o poletnem dnevu v stari Ljubljani in bo tam neka gruča ljudi, seveda ni potrebno od vsakega posameznika pridobiti privolitve. Ko pa imamo nek zaprti krog ljudi ali ko imamo posameznike, ki jih fotografiramo in želimo potem te fotografije nekje objaviti, pa moramo biti zelo pazljivi, da spoštujemo vsa ta pravila. Na desni strani recimo je takšna fotografija, kjer se ti dekleti ne prepozna, takšna objava, tudi brez njune privolitve najbrž ni sporna, bolj kaže na to, da 2 dekleti nekje jesta neko sladico. Fotografija na levi strani pa kaže eno skupino enih tečajnic na nekem kuharskem tečaju in če bi se seveda posameznica odločila, da ne želi biti na tej fotografiji oziroma ne bi dala privolitve, da se to fotografijo objavi, ne da bi zato naprej vedela, kje in kako, bi se temu seveda lahko uprla. Zato je pomembno, da ljudi vnaprej seznanimo, zakaj in na kakšen način bomo posegli v njihovo zasebnost tudi na tem področju. Še eno področje nam je ostalo proti koncu tega kratkega
predavanje, kjer pravzaprav skačem iz področji in tematik, ki so med seboj dosti nepovezane, če vsako za sebe jemljemo, pa izjemno povezane, ko govorimo o nekih temeljnih znanjih, ki jih moramo imeti, ko govorimo o nekem digitalnem okolju, v katerem delujemo, poslujemo in tako naprej. Ne? In če smo obdelali intelektualno lastnino, pa še nekatera druga področja, na kratko smo se jih dotaknili osebnostne pravice, je mogoče dobro, da se na koncu nekoliko posvetimo tudi varstvu zasebnosti. Vsi vemo že kar veliko o splošni uredbi o varstvu zasebnosti, o GDPR-ju, že od 25. maja 2018, ko je v veljavi ta uredba, če tudi v Sloveniji v času, ko nastaja tole predavanje, še nimamo sprejetega zakona o varstvu osebnih podatkov 2 ali tako imenovanega ZVOP 2, to ne pomeni, kot je marsikdaj zmotno prikazano v javnosti, da uredba GDPR pri nas ne velja ali ne velja v celoti. Velja kot takšna, kot uredba, po pravu Evropske unije se seveda v vseh 27 državah članicah uporablja neposredno. Vendar zaradi nesprejema v tem trenutku še vedno ZVOP 2 določenih sankcij po tej uredbi prekrškovni organi še ne morejo izrekati oziroma izrekati v celoti, kar pa ne pomeni, da ta uredba torej ne velja. Čakamo torej na zakon, ki pa ni izvedbeni zakon GDPR-ja, ampak je zakon, ki bo obstajal poleg GDPR-ja, torej splošne uredbe, torej zakon o varstvu osebnih podatkov 2. Upam, da morda na naslednjem predavanju ali pa naslednjič, ko se vidimo, bo ta zakon že sprejet. Opozoril bi vse vas, in to sem že omenil na začetku tega predavanja, ki delujete, poslujete na digitalnem področju, na nekaj še izjemno pomembnih zakonodajnih predlogov, ki bodo že v naslednjem letu, 2, 3 močno posegli na področje digitalnega delovanja, digitalnega okolja, digitalnega poslovanja. Še enkrat ne ponovim, akt o digitalnih storitvah ali Digital Services Act, akt o digitalnih trgih ali Digital Markets Act, uredba o elektronski zasebnosti ali Privacy Regulation so samo nekateri od teh, ki bodo ključno preoblikovali ali pa spremenili ali pa še bolj natančno normirali in regulirali področje digitalnih komunikacij, digitalnega poslovanja, oblikovanja, delovanja, prodaje, v končni fazi tudi velikih spletnih tržnic, kot so Amazon, eBay in recimo velike kitajske spletne tržnice, se ne bodo izognile tej regulaciji na področju Evropske unije. In če je bil GDPR pomemben korak na področju regulacije zasebnosti, varstva osebnih podatkov na področju celotne Evropske unije in smo si z njim zelo dolgo in zelo temeljito ukvarjali, ne vam povem, da bodo ti zakonodajni, regulatorni ukrepi, ki prihajajo v letošnjem, naslednjem in letih, ki sledijo, ki sem jih naštel, še bistveno bolj globoko in temeljito posegli pravzaprav v vse poslovne modele ali skoraj da vse poslovne modele in pa način, kako komuniciramo, objavljamo informacije, kako varujemo določena področja, od zasebnosti, ki bo še dodatno opredeljena z uredbo o elektronski zasebnosti in Privacy Regulation. Tukaj ne samo na kratko omenim recimo področje piškotkov, en slajd proti koncu bom tudi na to temo imel, ki bo na novo, natančneje, drugače urejen kot morda sedaj, ko imamo še vedno staro direktivo o elektronski zasebnosti, cookie law smo mu rekli, zelo popularno, in kateremu recimo na področju privolitev je sedaj specialnejši predpis, lex specialis, splošna uredba GDPR, kar pomeni, da v bistvu imamo eno tako področje sedaj, ki je nekoliko problematično ali pa kar težko za prilagoditev številnim, ne samo podjetjem, posameznikom, vsem, ki delujejo na spletu in ki recimo uporabljajo za svoje poslovne modele tudi informacije, ki jih recimo zajemajo za piškotki na nekem spletnem mestu, pa je zato potrebno pridobiti prav takšno privolitev po GDPR-ju, kot velja za številna druga področja, informirano, svobodno, granulirano in vse tisto, kar mora torej biti po GDPR-ju izpolnjeno, mora biti tudi izpolnjeno, ko govorimo o privolitvi za piškotke. In poglejte tale slajd, ni morda čisto najbolj posrečen primer, je pa dost indikativen, enostaven zaradi zeleno-rdečih gumbkov, zato sem se odločil, da ga dam tukaj gor. Imamo nekaj področji, nekaj piškotkov, ki so obvezni, ki so takšni, brez katerih spletno mesto sploh ne more delovati oziroma njegova funkcionalnost
ni takšna, da bi lahko uporabnik to spletno mesto uporabljal. Ti piškotki ali obvezni piškotki so torej tisti, za katere neke posebne privolitve ne potrebujemo in se naložijo, torej, ko posameznik vpiše našo spletno mesto. Že desno pa gremo proti piškotkom, za katere pa potrebujemo v veliki večini, sploh ko gre za to, čemur smo nekoč rekli third party cookies, piškotki tretjih oseb, kjer pa potrebujemo ustrezno, oblikovano, informirano, granulirano in izrecno privolitev posameznika, da dovoli, da se nek piškotek na spletno mesto tudi namesti. In tukaj bi kot zelo koristno ali tako dobro pobudo, ki kaže nekako, kako se poskuša na samoregulatornem področju najti rešitve, ki bodo zaščitile uporabnike, kajti uporabnik je na prvem mestu, njegova zasebnost, to, da bodo zaščitile uporabnika njegovo zasebnost, da mu bodo omogočile izbiro, ki je svobodna, glede tega, kako bo uporabljal neko spletno mesto, katere piškotke in za katere namene bo dovolil, da se mu namestijo na spletno mesto. Je morda ta pobuda, ki se razvija okoli združenja, ki se imenuje IAB Europe, Interactive Advertising Bureau, katerega del je tudi IAB Slovenija, ki je razvijen tak zanimiv koncept, samoregulatorni, reče se mu Transparency and Consent Framework, TCF, lahko si ga tudi pogledate na spletu, kjer so torej neki napotki, ki se ga niso obvezni, obvezujoči, pa vendarle kot napotki, kot samoregulativni napotki uporabnikom, kako pravilno oblikovati, da bo to skladno z GDPR-jem, tudi področje pridobitve privolitev in informiranja obiskovalcev vaših spletnih mest, kaj, kako, za katere namene, dokdaj in kaj z njihovimi drugimi pravicami in svoboščinami se bo torej dogajalo z njihovimi osebnimi podatki. Zelo pomembno je, da si zapomnimo, da stare privolitve, dajmo jim reči implicitne privolitve, strinjam se z vsemi piškotki, gremo dalje, brez kakršnihkoli ustreznih informiranj, brez možnosti, da bi se posameznik, uporabnica lahko odločila oziroma odločil, ali bo uporabljal in kako bo uporabljal določene rešitve, rešitve tako in tudi piškotke na spletnem mestu, torej ne bodo in niso več niso več zakonite, so lahko zelo problematične za imetnika teh spletnih upravljavcev, takih spletnih mest, in tudi za povezane osebe, zato je zelo pomembno, da si ob koncu zares zapomnimo, da je potrebno ponovno po 2 letih in toliko, 3 letih skoraj, po več kot 3 letih že, če tako, od 25. maja 2018, ponovno prevetriti to področje na vaših spletnih mestih, politiko zasebnosti, politiko piškotkov, obvestila uporabnikom, kako, za katere namene bodo uporabljali te piškotke. V to vam bodo v pomoč torej neke rešitve, ki se oblikujejo kot neke univerzalne rešitve. To pa ne pomeni, da te rešitve tudi v celoti ustrezajo vašemu spletnemu mestu. Vedno morate varstvo zasebnosti, oblikovanje zasebnosti, rešitve, ki jih na tem področju uvajate v vaše poslovanje ali pa v oblikovanje in poslovanje vašega spletnega mesta, prilagoditi vašim potrebam, vašemu podjetju, vašim torej interesom in načinom, kako boste s temi podatki upravljali in ob tem dosledno spoštovati torej določbe GDPR-ja. Ne moremo kar kopirati rešitve sosednjega podjetja, sosednje organizacije in reči, če ima to tako urejeno, bom imel tudi jaz, isto besedilo bom imel na enak način, za iste namene bom tudi uporabljal določene osebne podatke, ki jih dobim na podlagi recimo privolitev. To žal ne bo možno in prihaja čas, je že ta čas nastopil, ko bodo te zadeve seveda tudi strožje urejane, nadzirane in sankcionirane v praksi. In omenil sem prej uredbo o elektronski zasebnosti, privacy regulation, ki pa bo to področje v spletnih iskalnikih, področje piškotkov drugače, natančneje uredil. Težko danes govorimo, kakšne rešitve bodo na koncu sprejete. Pri vseh teh predpisih, tako pri GDPR-ju, kot tudi pri teh, ki sem jih naštel, ki prihajajo na mizo,
velja, da se do konca pravzaprav tudi, ko se Evropski parlament, svet in pa komisija seveda nekako uskladijo, vedno še prihaja potem do nekih nadgrad, imajo sprememb in tako naprej. To področje je potrebno spremljati, spremljamo ga tudi mi v naših strokovnih združenjih in krogih in o tem vas bomo in tudi vse zainteresirane deležnike še naprej tudi zelo natančno obveščali. Ne omenim, da ne pozabite tudi na tehnično varovanje, anonimizacija, kriptiranje, pseudonimizacija, niso samo pojmi po GDPR-ju, ki smo jih nekje slišali in se nam zdijo fajn, ampak so dejansko pomembni in potrebni ukrepi, tehnični ukrepi varovanja osebnih podatkov, ki jih moramo dobro poznati in jih seveda tudi v praksi izvajati. Privolitev je še vedno in bo ključna, ko govorimo o zajemu in uporabi podatkov na področju digitalnih tehnologij, izmenjave podatkov, obdelave večjih količin podatkov, zlasti občutljivih vrst osebnih podatkov. So pa tudi drugi pravni temelji, čas nam ne dopušča, da bi šli v podrobnosti, pa vendar tako imenovani zakonit interes, angleško je legitimate interest, je zanesljivo, zanimivo področje, pravna podlaga, ena izmed 6 pravnih podlag, ki jih GDPR omogoča in določa, ki ravno na področju digitalnega poslovanja in komuniciranja lahko uredi številna področja na zakonit in ustrezen način. Zato se dobro seznanite s področjem pravilnih pridobivanj privolitev po GDPR-ju in pa tudi z možnostmi, ki vam jih nudi torej institut zakonitega interesa po splošni uredbi oziroma po GDPR-ju. Zdaj, privolitev sem že omenil v prejšnjem izvajanju, in tudi omenil sem tale zadnji slajd, omenil sem torej uredbo o elektronski zasebnosti. Ta bo, ne samo to, morda za zaključek povem, torej neke vrste lex specialis, splošni uredbi, GDPR-ju in bo verjetno kar pomembno posegla tudi v poslovne modele, recimo na področju digitalnega oglaševanja zanesljivo in na še številnih drugih področjih v digitalnem okolju in digitalnem poslovanju. Zato je zelo pomembno, da, ker se to področje hitro razvija, to znanje, ta področja torej spremljate tudi v prihodnje. Mi bomo tu in ne dvomim, da se bomo še kdaj srečali na podobnih predavanjih v okviru digitalnega inovacijskega stičišča in še na številnih drugih področjih, tudi v okviru Slovenske digitalne koalicije. Tako upam, da tole ni bilo preveč hitro, da ni bilo preveč težavno. Na hitro sem samo preskočil ali samo dotaknil se teh najbolj pomembnih področij. Še veliko jih je, ki bi jih lahko dodali v kakšno drugo predavanje, pa vendarle ta področja so tista, ki vam po mojem pomenijo kar pomembno prednost, če jih boste dobro poznali, tudi v vašem konkurenčnem odnosu, ki jih imate ali pa razmerju, ki ga imate na trgu. Hvala lepa vsem za vašo pozornost, želim vam veliko uspeha pri vašem delu, pri vašem digitalnem poslovanju, ostanite zdravi in nasvidenje.